Presečnik je bil današnji odstop Bojana Šrota presenečenje za stranko oziroma za svet? No, za svet najbrž da ja, za ožje sodelavce pa seveda ne. Ampak kljub temu moram poudariti, da je bila današnja razprava zelo optimistična, pozitivna. Mi smo poudarili kar neke stvari, ki smo jih dosegli ne samo v zadnjih dneh, tudi v celotnem tem mandatu. Naj nazadnje rečem samo neke pozitivne amandmaje, ki smo jih uspeli spraviti zaenkrat skozi na področju proračuna oziroma rebalansa proračuna, kjer so bili sprejeti nekateri amandmaji, ki pomenijo varčevanje v državi. In takšna klima je bila tudi danes na samem svetu stranke. Mi bomo v naslednjih dneh ponovno sklicali, zelo kmalu ponovno sklicali sejo sveta, kjer bomo določili rokovnike in vsa volilna opravila in pa določili tudi predlog oziroma datum izvedbe kongresa. Istočasno bomo tudi v vodstvu stranke predlagali svetu, ali naj predlaga glavnemu odboru, da bo to tudi volilni kongres, ali pa se bo mogoče glavni odbor opredelil samo za izvolitev novega predsednika. Nameravate kandidirati za predsednika? No, jaz imam svojo funkcijo v državnem zboru, tako da o tem, kdo bo kandidiral za predsednika, bomo seveda v razgovorih z kandidati upravili v naslednjih dneh. Bojan Šrot je v bistvu dobro leto predsednika SLS-a, svoj odstop je tudi že po volitvah, takrat ni bil sprejet. Je bila takrat na kongresu novembra 2007 Bojan Šrot prava izbira? Na vsak način je bila prava izbira, vendar, kot veste, se je 2 dni po kongresu zgodila ta izredna seja državnega zbora, kjer je bila poudarjena ta tajkunska afera, kamor so neprimerno in neupravičeno tlačili tudi našega predsednika. To je v javnosti pač povzročilo to, da je popularnost tako predsednika kot stranke tudi zaradi tega padla. Kaj to pomeni za stranko? Vemo, da ko ste izbrali Bojana Šrota, da ste ciljali na urbane volivce. Komu se bo stranka z novim predsednikom obrnila? No, mi ves čas, vsa leta delovanja ciljamo na podeželje in seveda tudi na urbana središča. Konec koncev ne smemo pozabiti, da imamo kar nekaj močnih in dobrih županov tudi v mestih, kaj šele seveda na podeželju. Kot kandidata za naslednika se omenjata Franc Bogovič in Radovan Žerjav. Prvi je že napovedal, da ne namerava kandidirati. Je Radovan Žerjav prava izbira? No, na vsak način je prava izbira. Mi moramo seveda upraviti razgovor še z njim in mogoče še s kakšnim. Mogoče se še kdo pojavi kot kandidat. O tem bo govora seveda do kongresa. Imate vi kakšnega favorita? Nimam favoritov. Jaz z vsemi dobro sodelujem, tudi z vsemi kolegi poslanci. Poslanska skupina je zelo enotna in seveda tudi jaz pričakujem, da bo to funkcijo naprej upravljal eden od profesionalnih politikov, to je pa poslanska skupina. Gospod predsednik, čaka Slovensko ljudsko stranko z tem izrednim volilnim kongresom tudi kakšna programska prenova? Mi za evropske volitve pripravljamo program, prijeli ga bomo na ustreznih organih, ampak ki bistvo programske prenove ni potrebno, ker smo mi program za delovanje v naslednjih 4 letih sprejeli na zadnjem kongresu pred dobrim letom. Samo še to, kaj to pomeni za desnico? Vemo, da Nova Slovenija recimo sploh ni poslušala parlamentarnega praga, Bojan Šrot zdaj odstopa. Kaj to pomeni za desni politični položaj? No, mi na vsak način mislimo še bolj nagovarjati ta desni pol, še bolj nagovarjati podeželje in istočasno, kot rečeno, tudi urbana središča. Se bo spremenila tudi kaj politika SLS v opoziciji, morebitno sodelovanje z SDS, zdaj, ko ne bo več Bojan Šrot predsednik? Mi z vsemi strankami dobro sodelujemo, vendar pri tem poudarjamo, da v opoziciji ni koalicije. Vsaka stranka v opoziciji se mora seveda pokazati
torej svoj način dela in mora se seveda dokazati z svojimi rezultati. Samo što, Radovan Žerjav je bil človek, ki so ga pripisovali blizu Janezu Janši. Ali menite, da bi z njegovo izvolitvijo SLS stala v senci v opoziciji? Mi nismo nikoli stali v senci v opoziciji. Kolega Radovan Žerjav je ves čas aktivni član naše stranke. Hvala lepa.